Zadnje 2 leti se spogledujem z idejo, da bi napisal knjigo Kritika psihiatrije skozi psihoanalizo. Mene ta paradigma psihiatrije, ki je v mojem videnju v globoki konceptualni zablodi, no ta paradigma me moti. Ve se, da sem jaz nasprotnik tablet, da menim, da je zdravljenje z besedo tisto, ki ima perspektivo, je manj škodljivo, nima stranskih učinkov, tako kot tableti. Ve se tudi, da je pionir psihiatrije Emil Kraepelin, rojen istega leta, par mesecev starejši kot Freud, 1856. Na drugi strani je pa Freud kot v osnovi nevrolog zamenjal celo paradigmo pristopa k zdravljenju možganskih bolezni, ki jim psihiatri rečejo psihiatrične bolezni. Zdaj sem nedavno ta teden dvignil roko, pa sem tam enemu nedolžnemu psihiatru, mlademu rekel, ko imate to psihiatri kakšne posebne bolezni, to so psihične bolezni, to niso psihiatrične bolezni, ali pa motnje. Namreč ta teden je bil nek 7. kongres v Odsevu, tokrat se je tematizirala anksioznost, 2 dni na medicinski fakulteti. Bilo je Zoom, pristop Zoom, ali pa v živo. Jaz sem se kar zapeljal v živo, ker sem hotel tudi malo sodelovati. Prvi dan so sam Zoom komentarji bili tako rekoč šli v eter, predavateljem so bili servirani, drugi dan pa vendarle jaz izsilim roko gor in sem malo smetil po teh predavateljih. Torej, jaz sem bil skrajno nezadovoljen s tem kongresom, 7. kongresom v Odsevu. Predavatelji so bili, Marko Saje, ta je bil še kar dober, tu na četrtek, pol Borut Škodlar. Borut Škodlar je dajal referenco Maji Rus Makovec, ko je imela v nedeljo ta nedeljski intervju, nad katerim sem bil tudi skrajno razočaran. Ksenija Horvat je imela intervju z Majo Rus Makovec, ki sem jo enkrat kritiziral, tudi celo eno protestno pismo pisal, ker na tej isti medicinski fakulteti tako spodletela povezovala Freuda oziroma psihoanalizo s psihiatrijo oziroma nevrologijo tudi. Prav alergijo imam, kadar vidim, da psihiatri pa nevrologi, Zvezdan Pirtošek, o katerem bom danes govoril, ali pa Gregor Majdič, o katerem sem že govoril, ta je rektor Ljubljanske univerze. Kadar se tematizira v tej stroki možgani, da zdaj se govori o človekovi duševnosti in potem ti novodobni bogovi v belem, kar so psihiatri, pa nevrologi, ala Pirtošek, Gregor Majdič, tematizirajo možgane. Emil Kraepelin se je ukvarjal z možgani. Freud se je pa poglabljal v misel, v mišljenje, v strukturo mišljenja oziroma mišljenja. In zdaj te predavatelji, Borut Škodlar je hvalil to Majo Rus Makovec, ki je imela izjemno spodletel intervju, oziroma ko mačka okrog vrele kaše je govorila o covidu, mislim o anksioznosti, depresiji. Kdo se bo pa stroho pa podobnimi norci ukvarjal? A o tem bom pa jaz govoril. Kdo bo govoril o histrionični, narcistični osebnostni motnji, ki jo imajo ti guruji, ki ščuvajo ljudi, da naj se ne cepijo, da virus ne obstaja, da s palčko greči po nosu, ki se sestavi v glavi. Kdo se bo s temi norci ukvarjal, če ne psihiatri, ki so kompetentni?
A ja, Hipokratova zaprisega, ne smejo. Čakajte malo, narodu pa smetijo po razmišljanju in zdaj nobeni mi nič ne more. Ed mora povedati, da so to nori ljudje. Psihiatri ste zdaj tisti, ki morate javno to, v javnosti povedati, kaj je narobe s Troho. Sašo Petek, Anico Bidar, Srečkom Šorlijem, Zoranom Stevanovičem. Ne? In jaz sem parkrat tvitnil, že septembra, avgusta še prej, psihiatri, kje ste? In potem pride v eter, v Studio City, Gorazd v Mrevlje in navija za Tejo Jarc. Se je tam moralno izprijeno dogodila ta kredarica, se zapodila v Janšo, ko svinja obuče. In on kot levi aktivist ploska Tej Jarc, namesto da bi tematiziral super ego njen, moralno razsodnost, nadjas. To je Gorazd v Mrevlje. Ta Maja Rusmakovič ni pa tudi nič povedala. Borut Škodlar, predavatelj v četrtek, jo je pa hvalil, da ona je pa zdaj nek nestor, ki je nasledila. Vse ni važno. No, potem je bil Rok Tavčar. Tudi vse te poslušam po YouTubeu, zato jih imam v mezincu, kako razmišljajo. Ker hodim na vse te kongrese, včasih plačujem kotizacije enormne, 500 evrov, 700 evrov. Ne, mala šola psihiatrije. Sem hodil, da vidim, kako te psihiatri, mislim, kako to, da suvereno nič ne vejo. Sploh ne vejo, kako psiha deluje. Jaz sem strašansko razočaran. In tudi repliciral. In pa še Mojca Zvezdana Bernovšek. Ma z Litjanka, ki sem jo užival tam enkrat poslušal. Tudi panične napade. Včasih slab zrak sproži panični napad. Ni res. Razen, če je v otroštvu, ne primer, bila spolna zloraba v prostoru, kjer je bil slab zrak. Ne more pa slab zrak sam po sebi, ker je slab, sprožiti paničnega napada. In take stvari tam govorila. Na koncu nisem imel srca, da bi repliciral. Vse so tudi hit zaključili. Kdo ima kako repliko, pa dvigujem tam roko. In pa je bilo nelagodje, ker sem se vsak repliciral. Prvi dan je bila pa Vesna Švab, tako, ne, pa tale Petra Jelenko Rot, kaj pa z neke tujine prišla. In potem delamo neke sprostilne vaje, ženska hotela hipnotizirati nas. Ne, da bi jo prej vprašala, ali mogoče ima kdo epilepsijo ali pa psihozo, ne. Ker to ne moš pa hipnotizirati. In potem so se tam sproščali, jaz hipnotiziram in vem, da se to tako ne dela tam pred audienco. Skratka, moje današnje predavanje bo tematiziralo zdrs, ki ga vidim pri osebnost leta, ne vem, je bil je pa predlagan 2016, Zvezdan Pirtošek. Jaz sem že več kot 10 let alergičen na njega skrajno, ker take bučke prodaja, da glava peče. In to sem tudi na tem kongresu v četrtek v eni repliki rekel, dajte, pustite možgane pri miru. Ukvarjajte se z mislijo. In sem tudi rekel, te dni proučujem Zvezdana Pirtoška, kakšne nebuloze ta govori v zvezi z možgani. In prihaja do efekta, obstaja razni efekti, Dunning-Krugerjev efekt, ko nekdo tako malo ve, da nič ne ve in potem suvereno govori. To je en efekt. Potem pa je zaznavam. Efekt, ko strokovnjaki, ki se na nekaj resnično spoznajo, v tem paketu svoje avtoritete, ko je subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve, tale Pirtošek se dejansko spozna na demenco, na Alzheimerjevo bolezen, na corpus callosum, tam ve, kje je hipofiza, kjer je amigdala, celo tam ve, da so tam neki limbični sistemi, pa amigdala, pa frontalni korteks, sej nekaj ve o možganih, ampak veste, koliko ve? Toliko ve o možganih, kot vejo osnovnošolci o kvantni fiziki. Se pravi, nič.
čez 500 let, ali pa še več, bomo v možganih sploh nekaj vedeli, da se splača to tematizirati. Čez 500 let bomo lahko znanstveno razpravljali o možganih. Zdaj pa o možganih toliko nič ne vemo, razen to, da če te kap zadene, ti ohromi, leva, desna polovica. Ne? Pa da če imaš korpus kalozum tam prekinjen, da imaš probleme. Pa to je toliko malo tega vedenja o možganih, da bi morali biti tiho o stvareh, o katerih ne bi smeli govoriti, bi rekel Wittgenstein. Efekt, ki ga jaz tukaj vidim, je v bistvu natek s strani priznane avtoritete. Natek. In potem ti spakira v to svojo karizmo avtoritete še toliko bučk, toliko nekega natega, se pravi bučke prodaja, in zdaj, če ti misliš, da on pa ve in ti v možganih začne govoriti. Zdaj jaz se pa spoznam na človeško psiho. In kako on to povezuje možgane pa psiho? Je človek božji. Misel je treba povezovati s psiho. Misel. Zdaj, a se ta misel organizira v lobani not, v možganih, ali v srcu, ne v srcu, ne, ali v jetrih, v ledvicah, kjerkoli. Slučajno so v možganih. Znotraj lobanje so možgani. Ampak kako možgani delujejo, mi absolutno nič ne vemo. Zelo malo vemo, ne, da bi sploh lahko povezovali možgane in psiho. Izjemno malo vemo. Zdaj ta neurologi, Ala Pirtošek, Gregor Majdič, bi pa radi, da bi oni vedeli in imeli monopol pri razlaganju psihe. Pa ti neurologi pojma nimajo, kako psiha deluje. Tisti, ki vedo, so psihologi, psihoterapeuti, strokovnjaki za duševnost, ti so pa strokovnjaki za možgane, za sinapse, za neurotransmitere, za živčevje. Ne? In zavajajo, in potem, ker se spoznajo na demenco, na kap, če ga zadane, ne, nekoga, oni potem dobijo mandat, da trosijo bučke. Tako da rečejo, možgani so odgovorni za frontalni korteks, za strukturo osebnosti. Za strukturo osebnosti je odgovorno otroštvo, pa neki genski faktori, ne pa frontalni reže. Ne, to je paradigma je taka, da če pride k vam domov računalničar, popravljati vam računalnik, ki vam nekaj zašteka, nekaj ne dela, pa pride, pa vzame škatlo, lot aparat, šraufen cigar, pa lupo in on začne tam šraufati v škatlu. To bi bilo zdaj paradoksalno. To bi še en poprečen kmet bi vedel, pusti škatlo, dajte tole z disketami, softversko, dajte ključka noter, pa mi preverite, če vam kako za en virus imam. Zakaj se mi sesuva program? Softversko se računalnik popravlja, softversko. Ne moreš ti škatle odpreti, pa zelo pogledati, kjer čip narobe dela. In to zdaj delajo neurologi in tudi psihiatri. Se ukvarjajo z možgani, z neurotransmiteri. Toliko sem jezen, da pišem knjigo Kritika psihiatrije skozi psihoanalizo. Tudi zato, ker za vsako figo najdejo ti psihiatri diagnozo. In potem govorijo o ne vem kakih motnjah, o anksioznih stanjih, o tesnobnosti, o tesnobi, o paničnih napadih, o obsesivno-kompulzivni motnji. Ne vem, kaj vse še ne diagnosticirajo, narcizem, histrionijo, šizotipsko motnjo, šizoidno motnjo. Psihoanaliza nikoli ne dela tega na tak način, ampak ona preverja, kako bi mogli biti. Tako je Freud zastavil. Preverja otroštvo in način, oziroma cel kontekst iz otroštva išče, kako in na kakšen način se refleksira v odraslosti. To je prav pristop razumevanja duševnosti in predrugačenja neke duševne anomalije, specifike, ki moti, ki moteče, ker gre za nek simptom nečesa. Ja,
Ja, česa že? Ja, ponesrečenega vračanja otroštva v odraslost. In potem je zasledim že prvi dan, v sredo, da tam že študentka psihiatrije, pa potem tudi ta Vesna Švab, pa še nekateri govorijo, da je tesnoba obramba pred strahom. Jao. Strah je nekaj, tesnoba je nekaj. Ampak tesnoba je simptom. Torej znanilec, da v nezavednem biva nek šok, ki je povezan s stresom oziroma največkrat z nekim strahom, ki se je zgodil v otroštvu. V odraslosti se pa vrača, ob primernem sprožilcu, se pa vrača ta prvi dogodek. Ne v obliki strahu, ampak tesnobnosti. To je simptom, ne pa obrambni mehanizem pred strahom. Zdaj, če to malo kol obračaš, pa proba zamižati na eno oko, tesnoba je obramba pred strahom. Ne, ni. Tesnoba je simptom določenih potlačitev. Psihiatri tega ne vedo. Skratka, tale Pirtošek, kandidat za osebnost leta 2016, je z pozicije avtoritete že tokrat izjemno veliko krat prodaja še bučke. Jaz sem šel leta 2007 na Roglo, je prišel nek nevrolog iz David Križaja, kaj že bil, iz Amerike, in že on govoril o tistem znamenitem, ne vem, ko je že Phineas Gage, nek železniški delavec, ki mu je palca not v glavo vstopila takole noter, železna pa takole ven. Prebodla mu je frontalni režen, njega nič bolel, razen tole malo, ko mu je not vstopila, ampak načeloma on je imel tisto palco, so mu odžagali, s tisto palco je on živel in je spremenil duševnost. So rekli že 2007, jaz sem se za glavo držal, na kak način, ko boste zdaj možgane pa osebnost povežvali. In ta Pirtošek, kot Majdič, vedno znova tega Phineasa Gagea klice na pomoč, češ, kako je on spremenil osebnost, on je postal obseden z zlatom, ker je to bo odpoved na železnic, kako pa zaslužil, je zlato bom šel iskati, človek se je probo znajditi, in nekak ni tistega zlata najdel. Veste, kako je šel? Čist je spremenil duševnost in je šel v cirkus. In tam se je on kazal kot spaka, in vsi so gledali, wow, palce me v glavo in hodil. On se pa ni vprašal od zdajšnjih strokovnjakov, ki mislijo frontalni režen, tle osebnost, on imel ranjen frontalni režen in je spremenil osebnost. Ja, dej si ti zdaj takole z nekim sekundnim lepinom nalimaj ali pa ušraufaj si površinsko, palca ven zbuče. Dej si jo takole ven, pa takole noter. Pa bod normalen. Če ne moreš spati, vsi se ti režijo. Je zaznamovan sistem. Zaznamovan si in to ne pomeni, da je zdaj, da si karkoli noter v možganih se tako ranil, da si ti spremenil osebnost. Osebnostna struktura je stihijsko po celih možganih, ne ve se točno, kje je. In zdaj oni mislijo, da je to dokaz, da je v frontalnem režnju cela osebnost. Ker ta Gage to spremenil. Je zato, ker je imel tista palca v glavo, ker je spaka ratu. In poleg to svojo spakost prodajo v cirkusu, da je nekaj zaslužil. Odtujil se od domačih, postal je razdražljiv. Ja, daj si ti palco takole noter inštaliri, pa bod normalen. Ne moreš biti. Ampak to ne pomeni, da je cela osebnost v frontalnem režnju. In pol ovce to kupijo takoj, ker ti avtoriteta servira bučko. Saj ni edin Pirtošek, ki to dela, pa Majdič. Saj sem poslušal tam Jovo Toševski, strokovnjak za možgane, ta tudi trosi nebuloze. Saj super govori, ampak neke možgane
povezuje z osebnostjo, pa reče, zdaj je pa seksualnost taka, ker so možgani taki pa taki. Jok, brate, otroštvo je tako, Oedipov kompleks je tak, kastracija je taka, spolna zloraba je učinkovala na miselne sisteme. Ne gre pa za to, da je ranjen mozak. Zdaj sem pa not padel. Skratka, efekt, ki ga vidim, ki je zaznan tudi, ker sem se tudi ukvarjal, astrologi, ne astrologi, ko so že astrofiziki, se jim reče, oni ti pa znajo zapakirati neko svojo fiksno idejo, da je na drugi strani vesolja usporedno vesolje. Je človek božji, jaz tam bil, to se ne da vedeti. Ali pa da je najbolj oddaljena zvezda, tam nekje ima neke planete, ki so podobni Zemlji. Koliko pa je to stral milijardo svetlobnih let na drugi strani vesolja. Pa se še svetloba ne more za časa življenja do tja priditi. Če milijardo ali pa 100 milijonov svetlobnih let. Svetloba 100 milijonov tja potuje. Kje boš ti vedel, kaj tam je? Pa koliko stopinj, paste, je na površju neke zvezde ali pa planeta. 100 milijonov svetlobnih let stran. In te nebuloze prodajo pa astrofiziki. Smo odkrili, da je na drugi strani, nič niste odkrili. Vi ne vedete, kaj je na tem praznem prostoru, ko svetloba potuje, kako daljnogledi, ne vem kaj, elektronska merjenja potuje skozi prostor, mi ne vemo, koliko je prostor ukrivljen, katere fizikalne zakonitosti so. Laiki se absolutno nič ne spoznajo. In pa ti pride avtoriteta in prodaja bučke. Astrofiziki, tam Koku, je Michel Koku, ali pa Neil deGrasse Tyson. Ali pa ki je umrl, Stephen Hawking, črne luknje, pa črvine. Mi o vesolju toliko vemo, ko možganje. Nič. Kaj je na drugi strani vesolja? Daj se vedeti, kaj je na Luni, pa na Marsu, pa na našem Osončju. In potem pride do tega efekta, kot je avtoriteta, za katerega se predpostavlja, da ve, ti zaservira tam eno nebulozo, bučke ti prodaja in ti to kupiš. Mislim, nekritični laik kupi. Zdaj sem pa jaz kritičen do astrofizikov, študiral sem najmanj na 2 podiplomskih študijih epistemologijo. To je pa veda, ki problematizira spoznanje. Kako mi nekaj vemo, da je resnično res. Mora biti neka metodologija. Astrofiziki nimajo nikakršne metodologije egzaktne, da bi lahko trdili, kaj je na drugi strani vesolja. Neurologi in psihiatri, ki se sklicujejo na neurologe, ne morejo vedeti, kaj se dogaja v možganih, da se strukturira mišljenje, mislenje, pamet, moralna razsodnost, čustvovanje. Ne da se vedeti. Da se pa z neko simulacijo duševnosti, ko upelješ abstraktne kategorije, kot je libido, to je neka abstraktna energija, ki ima neurotransmitersko sled, verjetno, je že rekel Freud. Se pravi, libido, abstraktna kategorija, to ni hormon. Libido, jaz, ego, ono, id, super ego, nadjaz, moralna razsodnost. In skozi to simulacijo, skozi razumevanje, kako se prvost, torej otroštvo, vrača v drugost, v odraslost, mi lahko razumemo človekovo duševnost. Ne morejo pa tega razumeti neurologi. S tem, da bi oni zdaj gledali pa delali neko vivisekcijo not v možganih. Ne morejo tega neurologi delati. In cela javnost jim prisluhne in kaj bo zdaj rekli. Potem trosijo nebuloze. Mi bomo o možganih nekaj vedeli čez 500 let. Zdaj pa absolutno nič ne vemo. Razen to, kot da ti tle pa tole, mogoče tole, pa frontalni režim, pa korpus callosum je na sred, pa amigdala, pa morski konjiček, ko je hipotalamus, nekje pa tele kaže, tele je za ušesom. So what je za ušesom, ne? Mi smo lahko čist nevedni o tem, kakšni so možgani, pa kaj tam noter. Mi moramo razumeti, kako se obnaša psiha, mišljenje, kako se strukturira čustvo. Zakaj je
mišljenje tako pa tako, zakaj pa mislenje smrti bližnjega, zakaj ima status čustva, kako mi žalujemo, kaj je to depresija. Ne? In on tam najde, mislim, se bom šel po nekem vrstnem redu, ker sem si delal neke zapiske en teden. Ne? In ta Pirtošek govori o socialnih možganih, kako se ljudje povezujemo ali pa povezujejo s ljudmi. Ne? In prav, ne, pred 250 milijoni let se je začelo dogajati po možganih človeku podobnih opic, antropoidov, pa že v dinozaurih, se pravi plazivcih. Oni so se, ne, tam so se začeli rojevati socialni možgani. Mislim, človek, ki šteka psihoanalizo, točno ve, kako se miselni sistemi organizirajo, da človek postane socialno bitje. Vse je povezano s primarno družino, z odnosom otroka do pomembnih drugih, pa tudi do nepomembnih drugih. In na tak način je mogoče govoriti o socializacijskih kontekstih, ne pa o socialnih možganih. Kje je najdel, mislim, se to ni njegov termin, ne? Social brain, mogoče v angleščini. Ne? Živčev je možganov, torej živčev je možganov prazivcev, torej dinozaurov, tako on govori, je bilo nekoč pred 300 milijoni let zelo preprosto. Čak malo ti, a si najdel zamrznjene možgane, da šel možgane gledati, da je živčev je dinozaurov preprosto. Če pa v Jurassic Parku, ne, tisti, ki so strokovnjaki za možgane dinozaurov, rekli, ne, da so mogli pa te dinozauri biti pa pametni. Ne. Se pravi, da so imeli kompleksne možgane. Ne. In mi ne moramo vedeti, kaj je bilo 250 milijonov let, 300 milijonov let z dinozaurskimi možgani, če tudi so bili plazivci. In zdaj plazivci kuščar, pa greš tiste kuščarske možgane gledati, pa nima ne vem česa, amigdale ali pa ne vem, limbični sistemi drugačni. Nimajo čustvev. Kuščari, oni, vrtinčki, ali pa močarat. A zdaj za 300 milijonov nazaj pa ti veš, kakšni so bili dinozauri. To je nemogoče vedeti. In zdaj ti subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve, servira 300 milijonov nazaj let, so bili pa dinozauri brez čustev. Niso imeli še socialnih možganov razvitih. Kak natek. To se ne da vedeti. To se ne da vedeti. On pa prodaja te bučke, ne? Te svoje špekulacije servira kot najvišjo znanost, ki ima ta status subjekta, ki ve. Govori o limbičnem sistemu, ali tako, kako je to Nobel se sliši. Limbični sistem. Pred 200 milijonov let, takrat se je rodil spomin. Ne? In to pri človeku podobnih opicah, antropoidih. Takrat se je rodil, paste, 250 milijonov let nazaj, limbični sistem se je rodil. Kako ti veš, mislim, imaš ti časovni stroj, da si šel ti unga neandertalca, unga astralopitka, ne vem, kdo je vse bil 200, ker se ne da vedeti, ker te lobanje niso stare 250 milijonov let. Tako kot on operira s podatkom 250 milijonov let, se rodi spomin. Človek božji, ne da se vedeti, kaj mi bučke prodajaš. Meni jih ne moreš, ampak laični javnosti. In potem se milijoni evrov vlagajo v neuroznanost. Namesto da bi se v kognitivno znanost, kako se misel strukturira. Namreč limbični sistem prineše čustva. Ne. Plazivci nimajo limbičnega sistema. A si ti najdel lobanjo, da bi odprl dinozauru, pa šel not gledati, pa limbični sistem iskati. A si imel časovni stroj, da šel tam ubiti dinozaura, prežagati lobanjo, pa greš not limbični sistem v možgane iskati. Biokemija naših možganov pomaga, da lepše izrazimo čustva. A biokemija? Ne, zato da bi razumeli človeška čustva, moramo razumeti čustvovanje otrok. Freud je to povedal. Sam je tudi rekel, to čustvovanje
verjetno ima neko fiziološko podstat, ker je bil pač nevrolog. In rekel, tam obstaja neki transmiteri, mogoče bo nekoč, tako retorično govoril, da se bo našla tabletka za ne vem kakšne bolezni, ampak to so bile retorične psihične bolezni, retorične dikcije Freuda, ki je namignil, da čustvovanje ima v ozadju biokemijo, ki je v glavi. Kraepelin je pa to biokemijo hotel razvozlati, on je oče Kraepelin, oče elektrošokov. On na koncu povedal, kako Pirtošek pravi, da se depresija zdravi. Z elektrostimulusi enega dela možganov. Depresija se zdravi z besedo. Ok, tudi s tableti se da, tudi s placebom se da, ampak ne pa z elektrostimulusi določenega dela možganov. Take stvari govori, vsi tudi ne delajo pri nas, v tujini to delajo. Mi še nismo prišli, bomo pa enkrat prišli, da bomo depresijo zdravili z šoki tam z diodami not v sredino možganov bomo. Pirtošek, smani doživljaj. Pa tam neurotransmiter oksitocin. Ja. Oksitocin. Zdaj, da bi ta oksitocin, kako je pomemben pri čustvovanju, upelje krtice, tam neke voluharce. Pa to sem Gregorja Majdiča, ta je na veterinarski fakulteti delal, se je s krticami ukvarjal. In ta iste in sem skritiziral, ker sem video poznal. Predlani, ne vem kdaj. O tem sem jaz pisal 10 let nazaj že, ne? Pa zdaj snemam videa. Gregor Majdič govori o voluharcah. Enih gorskih, enih prerijskih in so različne zaradi oksitocina oziroma receptorjev oksitocina. In potem, ker so voluharice take pa take, ne? Potem sklepal, paste, iz voluharic na človeka, na človekove možgane, ker je tam tudi oksitocin. Čakajte malo, voluharce nimajo kompleksnega mislenja. Se sploh noben človek še ni proučeval misel voluharce. Nima govora, ne more misliti na tak način, kot kompleksno misli človek, ne človek pa misli. Na podlagi mislenja se organizira čustvovanje. In vse to, kar se dogaja v mislih, ima seveda odraz v neurotransmiterjih, v oksitocinu. Pa čakaj malo, pa ne moreš biti tako butast, da boš ti oksitocin proučevati, pa prenašalce serotonina, zato da boš čustvo razumel. Čustvo se razume tako, da ti vidiš, kaj je otrok doživljal v primarni družini, kakšen tip navezanosti je imel z mamo, ali je bila recimo deklica spolno zlorabljena, da ima zdaj ogromne psihične probleme, da se reže, da je depresivna, da ima tesnobnost. Ja, spolno zlorabljena je bila, a ti boš pa bučo odprl, pa šel oksitocin preverjati. Ja, nevrologi. In pa prav, pred 7 milijoni let, se možgani naših prednikov pa začne govoriti. Čakaj malo, človek Božji, 7 milijonov let. To ni lani, to ni 100 let nazaj, 1000 let nazaj, 5000 let nazaj, ker je kultura bila v Egiptu, pa na Kitajskem, že v Grčiji, zametki. 7 milijonov let, to je nepredstavljivo časovno obdobje in ti govoriš o možganih naših prednikov, pa možganih dinozavrov. Mislim, obstajajo kosti dinozavrov, ne moreš pa ti vedeti, kakšne možgane so imeli. Po obliki lobanje lahko, ne vem, veliko okvirno težo možganov razumeš. Ne veš pa, kaj je bilo, je bila tam amigdala, a bil češarik ali kaj tisti, kakšen je bil corpus callosum, ne da se to vedeti. Lahko se malo sklepa, ne, tele ima je pa tako, kot da bi bil tele corpus callosum že pri dinozavrih. 7 milijonov let. In pol špekulira, bučke prodaja, da glava peče. Bom nadaljeval. Od 2 do 3 milijone let se zgodi, pa zdaj čudež. Takrat se pa začne pri človeku, podobnih opicah, dogoditi nekaj, kar nas ločuje od živali. Kako pa je tu? Začeli so orodje izdelovati, ker so našli neke pišuke, pa nekaj, kar bi lahko bilo kladivo ali pa neko rezilo. Ne? Homo habilis, ne? Delovni človek.
Mislim, ok, pa razmišlja, koliko je imel avstralopitek težke možgane, velike možgane, pa neandertalec, pa krapinski človek, koliko so imeli težke možgane. Ne? Pa velikost možganov je omogočena. Mislim, pa bi najbolj pameten kit glavač. Ne vem, 3-krat težje možgane kot človek. Ali pa slon, ne? Ima večje možgane. Ne? Vse so pametni, ampak velikost možganov ni pomembna, da bi vedeli, koliko je nekdo pameten. Ima en glavo kot 200-litrski bojler, pa ima težke možgane, 1,5 kila. Ne? Pa ima pa 1,30 kila težke možgane. Ja, ta je doktor kvantne fizike, on je pa grose budala, zabit kot točak. Ima pa večje možgane, pa to velikost možganov ni ključna. Pa govori, pred 40 do 50 tisoč leti se zgodi čudež, mutacija. Možgani so začeli drugače delovati in pojavilo se je risanje. Risanje je posledica povečanja možganov. Ali pa možgani, človek. Da se ti ukvarjal, kaj je misel delala, ne? Kako je in zakaj je človek začel risati. Zato, ker je imel spomin, ker bi rad priklical lepe stvari, ki si jih imel v spominu, stvari pa ni bilo več. Pa risati začel, ne? Po skalah, pa kipariti. On ima pa špekulacijo v eno posebno smer, kjer je možgani so ključni. In ker je subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve, ker je avtoriteta, on kjerkoli bučke proda za zlato. Ne? On prodaja pa en kič, neke nebuloze. Špekulacije. Spomin se je rodil pred 200 milijoni let. Zdaj, predpostavljam, da spomin govori o živalskem spominu, se je rodil. Pa kako ti veš, če se žival spomnila pred 200 milijoni let? Ali pa človeku podobne opice. Ne? Kaj pa, če se špekulira, ne? Lahko bom pariral nazaj. Kaj, če se je spomin rodil, ko so neki nezemljani, nek bog, nek stvarnik v svojem laboratoriju naredil bitje, ki je biokemično možgane imelo pa tako strukturirane, da je bil spomin ne samo kot zlata ribica 3 sekunde, ampak trajni spomin. Se pravi, kratkoročen in dolgoročen. Kaj, če je bilo to? Kaj, če je to Bog naredil? Ne? Spomin se je rodil pred 200 milijoni let. In takrat se je zgodilo rojstvo tudi zrcalnih nevronov. Se je nevron, v špegu pogledal, pa je zrcalni nevron rad. To je modno govoriti. Ne? Se pravi, oni bi radi razumeli čustvovanje oziroma sočustvovanje z drugim z vpeljavo, zrcalnih nevronov. In potem misli, da bo nevrološka struktura možganov povedala odgovor, kako to, da ljudje sočustvujejo. Ne, ker tudi visoko razvite primati, opice imajo neko sočustvovanje, ker so to tisti, ki so delali eksperimente, so spoznali, da živali tudi sočustvujejo. Ne, da so opice, eksperimenti, ki so jih testirali, to se je sočustvovanje, dala pol banane drugi, ker je bila ona lačna. Šimpanzi so to delali. Ne. Ampak zdaj govoriti o zrcalnih nevronih. In da zaradi zrcalnih nevronov čutimo čustva drugih, njihovo trpljenje, njihovo žalost, sočustvujemo z njimi. Čak malo. Mi moramo razumeti sočustvovanje. Recimo, ženske so dobre v sočustvovanju. Psihoanaliza pravi. Zato, ker imajo kastracijski kompleks tako narejen, da sama sebi se smili, ker jim manjka lulček. Ne. V enem obdobju ona nekaj nima med nogami, ne. Fantek pa ima. In ona je žalostna, ker je nekaj, en prstek med nogami, skozi katerega fantki lulajo, jaz moram pa početi, oni pa stoje, se ženskam dogodi povečano sočustvovanje z drugim in so bolj sočutne. Zaradi anatomije genital. Fantje znajo biti pa, ne vem, bolj tekmovalni, ne pa toliko sočutni, zaradi narave kastracijskega kompleksa oziroma kastracijske bojazni, povezano z Oidipovim kompleksom.
po Freudu je to tako. Psihoanaliza daje popolnoma drugačen odgovor, oziroma bistveno bolj prodorne, kot tam ko špekulira, kaj je v možganih. Da so tam neki zrcalni neuroni. In to, veste kaj, v učelnem mrežnju. In da je tam neka biokemija. Zagotovo je neka biokemija, ampak kognitivna znanost, ki je tudi vezana na psihoanalizo, ali pa recimo Freud, ko se je ukvarjal s pacienti. Najbolj znana je Ana O., ki je bila Breuerjeva pacientka, Berta Poppenheim. Breuer se je z njo pogovarjal, ona je rekla, meni pogovarjanje pomaga. Talking cure je uporabila besedo, angleško, pa je bilo to v Avstriji. In potem sweeping chimney, pucanje dimnika, zamaščen saja z dimnik, in ona uporablja izraz sweeping chimney. In Freud je takoj, ki to slišal, to je pa penetracija, to je pa pucanje nečesa seksualnega. Ampak ta Ana Oja se je pogovarjala in ona je psiho spremenila zaradi pogovarjanja. Zdaj ta Breuer pa še nič ni vedel, kaj je to transfer, je pa še nažgal in se je odpeljal, odlušen ga, zaljubljena v svojega psihoterapeuta. Freud je to zaznal, Breuer je pa rekel tih bod. Ampak šlo se je za pogovarjanje. Krepljen je pa v tistem času noto bučo gledal, pa seciral not, pa iskal vzrok bolezni, histerije v možganih. Freud je tudi to delal. Pa je nehal to delati, ker je videl, da je pogovarjanje tisto, da se mora osredotočiti na misel. In zdaj te neurologi, izpade, kot da je Freud živel za vami. In cela psihiatrična paradigma, ki je v konceptualni zablodi, se ukvarja z možgani, namesto da bi se ukvarjala s mislijo. Wow. Te socialne kontekste moramo mi razumeti s tem, da razumemo socialno dogajanje v otroštvu. Nekdo, ki je bil sam prvorojenec in pa je sam en otrok, on lahko deluje kot one-man band v odraslosti. Jaz sem bil prvih 6 let sam, pa sem dobil pa sestrico. Jaz sem bil skozi sam. Zelo sam sem bil. Imel sem neke prijatelje, ampak jaz rad delujem sam. Obstajajo pa nekateri, ki imajo tem 5 otrok, oni pa ne morejo, ne da bi delali v skupini. In so izjemno socialni, se družijo. Jaz sem bil gimnastičar, to sam sem delal in vse je bilo od mene odvisno. Vse je ok, zdaj pa v košak sem pa kolektiv, Ampak socialni možgani, ne se heca, socialnost, človekovo je treba proučevati v povezavi s interakcijami v primarni družini, v otroštvu. Prvost ima svojo drugost. Infantilnost ima nasledek v odraslosti. Mi moramo razumeti dogajanje v otroštvu, da razumemo zaplete v odraslosti. Panične napade moramo mi razumeti tako, da gremo najti jedrni dogodek ali pa tesnobo, ki ven bruhne. Prve dogodke v otroštvu, ki sprožajo tesnobo ali pa paniko v odraslosti. Tam se mora sprožilec zgoditi, ki je povezan s prvim dogodkom. Te, ki so tematizirali, tesnobnost, psihiatri ali pa panični napad, ta Drnovškova, nič od tega niso izpostavljali. Jaz pa pridem, pa se pogovarjam, ja, imam tole pa tole. In potem jaz iščem tudi s hipnozo, kjer prvi dogodek je ključen za to, da ima ženska paniko. Včasih ga hitro najdem. Zdaj imam en primer, ko ga z enim pogovorom nisem najdel. In se psiha ni spremenila. In moram iskati, katere stvari šokantne so se zgodile, da se zdaj pojavi panični napad. In to ne ob slabem luftu. Mora biti nek sprožilec, ki ga človekovo nezavedno prepozna, ker je simbolno povezano to drugost s to prvostjo. To je umetnost psihoterapije. In psihiatri seveda ne vedo, oni pa elegantno neke antidepresive dajo, kar pomeni, da se zniža energija, libido, in potem ni paničnih napadov. Ja. Sad tudi ni pohote, Babe ne čutijo nobene pohote, orgazma ne doživlja, tipu
organ ne ostane na antidepresivih. Ali ga pa ima pa 3 ure erekcije, pa ni orgazma. Ker antidepresivi so pazite to, za prezgodnji izliv. Prehit mi pride, tole ima ta antidepresiv. Pa mu pa ne pride prehit, zato ker je premalo energije seksualne. Tableti, antidepresivi imajo stranske učinke, ker ti zasmeti celo glavo, vse sinapse. Treba se pogovarjati in najti jedrne dogodke iz otroštva in jih predelati, da simptom tesnoba ali pa panika izgine. V to smer gre psihoanaliza, pa Freud. Psihiatri pa pojma nima. Razen tisti, ki študirajo sami zase, ker čutijo, da je psihoterapija boljša kot klasična psihiatrična paradigma zdravljenja s tableti, medikamentozno zdravljenje. Sodelovanje ljudi je odvisno od enega posebnega dela možganov. Sodelovanje med ljudmi je povezano z nekim predelom možganov. Človek božji, pomembno je, kako si ti bil kot otrok socializiran v primarni družini, kako si hodil v vrtec, kakšna je bila socializacija na dvorišču, varuška, a si bil sam, a se je okrog tebe nekaj dogajalo. Ne pa, da ti iščeš posebni deli možganov, so za to odgovorni. Mislim, psihoanaliza se zgraža, ko en subjekt, ki ve, Pirtošek take nebuloze govori. Neuroznanstveniki pravijo, da imajo možgani posebne centre za občutenje lepega. In potem Pirtošek začne govoriti o umetnosti. Bolero je tam Maurice Ravela obdeloval, da je imel možgansko motnjo. Mislim, jaz sem to čisto drugače videl, ker tam imaš 15 nekih, ali 35 celo, ponavljajočih nekih refrenov v boleru, in on je rekel, to je dokaz, da je bil možgansko bolan. Čakaj malo, kjer njemu odpiral možgane? Kaj, če je bil problem z mamo? Vedno znova je mama prišla, pa je odšla, prišla, pa odšla. To je psihični moment, to ni možganska anomalija. To je nasledek navezanosti na mamo, ki se je odrazil v strukturi partiture bolero. Pirtošek, ljubitelj umetnosti, on pa z možgani to. Možgani. Socialni možgani, ne umetnost. Mislim, Freud je ogromno povedal o umetnosti. Jaz sem ogromno povedal, kaj je, pa kaj ni umetnost. Naše nezavedno. Mora simbolno strukturo videnega povezati z nečem. Se pravi, simbolni procesi pa umetnost, to je ključno. Ne, da tam, rekel, Picasso prdne pa platno in umetnost. Ne, na tek je to. To je nek socialni moment, ki elito dvigne nad rajo. Raja gleda v Picasso, prav to ni nič. Ne, to je visoka umetnost. Ali pa Miro, ali pa Andy Warhol. To so konstrukti v umetnosti. Freud je pa umetnosti govoril skozi sanje. Sanje imajo simbolno strukturo. Tako kot ima umetnost simbolno strukturo. Tako kot ima šport simbolno strukturo. Tako kot ima vsakdanje življenje simbolno strukturo. Vsakdanje življenje je tudi treba razumeti tako, da se simbolika razume, kaj zdaj to je. Pirtošek pa so socialni možgani pa umetnost. Neuroznanstveniki pravijo, da imamo v možganih posebne centre. Pa iščejo te posebne centre za umetnost. Glava peče. Pa v čelnem režnju. Čelni režnji je ključni za strukturo osebnosti. Otroštvo je ključno za strukturo osebnosti, ne pa čelni režnji. Vse ne vem, kako bi še povedal. Dopamin. Ja, veseliti se, uživati. Je povezan z dopaminom, endorfini so pa za umiriti se. A ne, treba je govoriti, od koga si ti ljubljen. Kdo ima tebe rad? Kje je mamica? Kje je naslednica mamice, ki je incestuozno prepovedana v oedipalni fazi? Naslednica, govorimo o moškem, je pa ženska. Katera ženska me ima rada? Katero jaz ljubim? S kom sem sočuten, zakaj sem sočuten, kako sočutje nastaja. Pa ne moš ti v možgane gledati, kje sočutje nastaja.
v čelnem režnju, frontalni režen, sočutje tam not nastane. Ne, sočutje nastaje, ko si se ti sam sebi smilil in si paradigmo smiljenja po notranju in potem se pride do določenih identifikacij, s tebi drugi smili, ker se uživiš v njega. To je stvar miselnih procesov, to je stvar softvera, ne pa režnja čelnega. Zakaj si moralen? Odkje imaš razsodno moč? Frontalni režen. Dvega heca. To je stvar Oedipovega kompleksa, ko ti veš, da se nekaj ne sme in fotar prav, sam probi, pa boš videl, kaj se zgodil. In tam malo povezuje anatomijo genitalij s fotrovo kastracijsko pretnjo. In potem začuti, kaj je prav, pa kaj ni prav. In v odraslosti postane moralen. Ima razsodno moč. On pa tle, to je v možganih, tukaj noter, veste, tukaj noter. Dobro, da ni rekel, imamo tretje oko, samo še to je manjkalo. Socialni možgani, pa pravičnost, ja, tukaj noter, ja, ne, pravičnost je stvar, pa občutene krivice, stvar oedipalnih dogodkov, tudi analna faza je tam pomembna. Kje si ti agresiven, ja, to je pa agresivnost, je pa posebna. Mislim, tam, pomate pa tam amigdalo, ne? Tam je not pa strah, pa borba, da si ti borbe. A veste, zakaj je moški borbe? Zato, ker ima fote ukradel mamico in hotel tega fota, ki ga ni mogel premagati, pa ga ni mogel. In potem se je sprijaznil, da je premagljiv, sprejel, se identificiral z agresorjem, tistim, ki mu krade mamico. Kastracijsko bojazen očeta je ponotranil in čuti, da se nekaj sme, da se pa nekaj ne sme. A te Pirtošek prtija pa išče not po amigdali. To je o amigdali. Pa obstaja omrežje socialnih možganov. Socialni možgani so dobri, ampak tudi autodestruktivni. Autodestruktivni, ja seveda, človek je mazohističen. To je vas, sadizem, obrnjen vas, je mazohizem. Kje se pa sadizem nastane? Ja v analni fazi, ko mali sralec ugotovi, da lahko mamico kaznuje, če ona ni pridna, on se pa ne userje v kahljico, ona se pa ne trepalnice meče. In tam malo vidi, da lahko prvega, drugega, ki ima tako rad, lahko kaznuje. In ko vidi, da ga kaznuje, ker si zasluži kazen, on uživa. Sadistično uživa. To je sadistična paradigma. To je pa v socialne možgane to gledajo. Analna faza je ključna tukaj. Vprašaš tam te neurologe, malo vejo, ko je to analna faza. Ja, toaletni trening, privajanje na kahlico. Ne vejo pa, da tam domuje trma, redoljubnost, sadizem, želja po dokončanju začetega. Ne moš ti srati pa sam pol dreka ven dati, pogam pa še zapolnil. Otrok se do konca izserje. Ne moš ti, moj loki pol da, pa pol še, otrok pa proba do konca, dokončanje. To je stvar analnih procesov, ki jih otrok, ne gre za draženje služnice, kot je rekel Freud. Gre za psihične oziroma miselne procese, ki se namotajo na izločanje. Veličina človeka je tukaj za čelom. Tukaj, v tem predelu frontalni, veličina človeka je tam. Veličina človeka je, če v primarni družini raste ob ljubečih starših. Če ima mamica feminilno držo pri vzgoji, fotar ima pa avtoritativno držo pri vzgoji. Oedipov kompleks je ključen, stebrni kamen razvoja duševnosti, ki se odraži v genitalni fazi, v puberteti in potem celo življenje. Pa on pa neokorteks. Človekova agresivnost je v frontalnem režnju. In agresivnost je postala pa drugačna, ko se je ta frontalni režen razvil. Freud je govoril tudi o Thanatosu, ko je razpravljal o človekovi agresivnosti. Stari Freud. In ta Thanatos, Eros Thanatos, to je topika, ki ni tako močna dan danes v razumevanju psihe. Ampak ta agresivnost
moška agresivnost je pomembna predvsem v povezavi s kastracijskim kompleksom, ki je domena falične faze oziroma kastracijske faze. Faza Oedipovega kompleksa. Analni sadizem je pomemben pri razvoju moške agresivnosti. Ne samo moške, tudi ženska. Sam ženska agresivnost je malo drugačna. Ko dobi krila, to je užas, če je ženska agresivna in da je noben ne bremza. Zato, ker v strukturi duševnosti, ne v strukturi možgana, v strukturi duševnosti, ženska nima nadjaza močnega, ker je neka stratibilna, nič se ji ne da odrezati in moralno razsojanje ne doživi visoke stopnje moralnega razsojanja, postkonvencionalne moralne razsodnosti. Ženska ne more doseči, ker je neka stratibilna. Zaradi kastratibilnosti pa deček, če je pravilno deležen oedipske situacije, da foter, dobri oče, zameji njegovo uživanje. Ne, kaj si ne sme želeti? Mamice si ne sme želeti. Če ne sledi kastracija. Ne? In zato je moralno razsojanje dečka močnejše. Deklice pa ne. In če deklica postane frustrirana, agresivna, nima notranje inštance bremzanja, nadjaza nima, je šibka. In se ji lahko strga v tej popadljivosti. In pa oni pa tam, ja, skozi zgodovino smo se naučili biti agresivni. Naučili. Pejte serijske morilce proučevati. Serijski morilci nastane do 6. leta. So moški in jezni so na mamo. Ubijajo pa ženske. 90%, 95% serijskih morilcev, 95% serijskih morilcev je moški. Ubijajo pa ženske. Pa so tam neke ženske, ki ubijajo predvsem moške, da so lezbične ženske, bile spolno zlorabljene, postajajo pa gejovski serijski morilci, ki ubijajo moške, ker je gej. Frontalni korteks nam z različnimi procesi omogoči socializacijo. Frontalni korteks z različnimi procesi omogoči. Ja, retorično je že to. Ampak to lahko reče srednješolc neki na seminarju, ne more pa tem priznana avtoriteta, ki se cel svet okrog nje vrti, namesto da bi govorila o psiholoških zakonitostih, ona govori o frontalnem korteksu, ki nam z različnimi možganskimi procesi omogoči socializacijo. Ne, pa da stvar bolj nobel izpade, on govori tam akumbes, to je dopamin, pa ugodje, cingulum, korekcija napak, bolečina, vedenje, pa inzula, von ekonom celice, von ekonomove celice, ki so odgovorne za socializacijo. Stiki s pomembnimi drugimi so pomembni za socializacijo, ki se zgodijo v otroštvu, za poznejšo socializacijo. In če ni nekih socialnih fobij, ki se rodijo v otroštvu, je človek socializiran zaradi primarne družine, zaradi otroštva, ne pa zaradi von ekonomih celic. To so bučke. In nekritični laiki to poslušajo in misli, da jim zadnje resnice govori. Pa pelje socialni jaz. Bod ti o socialnosti, ki ti veš, da je corpus callosum, pa da tam je amigdala, pa da so neki režni noter, to veš. Socialni jaz, pa možgani. Ja, psihologi, dajte pa mi sosekati, moram jaz spet. Gibanje vpliva na možgane. Gibanje, ja, seveda gibanje vpliva. Ja, kaj pa mislenje, ki se dogaja med gibanjem? Ne? Intelektualna radovednost pa možgani. Intelektualna radovednost je vezana na razumevanje anatomije genitalij. Ne? Problem dečka je, da misli, da ima mamica lulčka in potem se obada s to idejo. Pa odkje na svet prihajajo otroci? A to štorta preresa, a to trebuhu, kako je to not pršli? In potem se rodi spoznavna pulzija. Ne? Želja po raziskovanju. To je psihični moment, ki je vezan na oedipalno fazo, je rekel Freud. Ta pa govori o možganih, pa o intelektualni radovednosti.
pa še spanje. Upele spanje in možgani. Spimo zato, da sanjamo, je rekel Lacan. Freud je pa rekel, sanjamo zato, da spimo. Sanje so varuh spanja. Da vam ne govorim, kaj še v sanjah se dogaja. Spanje mi moramo spati, zaradi možganov, da se spočijo. Pa izogibanje stresa je za možgane dobro. Ni dobro za možgane, dobro je za miselne procese, ki se slučajno dogajajo v možganih. Pa prehrana. Mislim, pa bioritem možganov. Pa to so vse psihološke kategorije. Kaj ne rečem še drugega, kot da sem razpizen in bom napisal knjigo Kritika ne nevroznanosti. Psihiatrije, ki so opirale nevroznanost skozi psihoanalizo. Moram, pa tudi neke klinične primere bom tam noter dal. Ampak zakodirane, tako da če bi kdo rad hmen prišel, tisto, kar se tle not dogaja, ali pa v Ljubljani, ne pride ven. Če pa je kdo zelo zanimiv, ga pa vprašam, če lahko. Če bi pa slučajno kdo rekel, pa da ga javno terapiram, da to posnamem, pa video posnamemo. Izvolite, javite se. Tako da zdaj bomo pa tole končali.